Pozdravljeni! Danes vam bomo predstavili platformo EasyRocus, ki ponuja 3 različice digitalnih gradiv. PDF-listalnik s prikazom tiskanih gradiv, digitalne publikacije, v katere so vključeni številni interaktivni elementi, in pa prezentacijsko obliko prikaza gradiva, ki je na voljo samo učiteljem, tudi ta vsebuje številne interaktivne elemente, učitelju pa je na voljo za prezentacijo v učilnici. Najprej odprite spletno stran www.easyrocus.si. V naš portal se prijavite s klikom na gumb Prijava, ki se nahaja desno zgoraj. Za prijavo uporabite isto uporabniško ime in geslo, ki ga sicer uporabljate na naših ostalih portalih. Po prijavi se znajdete na spletni strani EasyRocus. S pomočjo filtrov, ki se nahajajo zgoraj, ali s pomočjo pomikanja navzdol, poiščete svoje gradivo. S klikom na izbrano gradivo se vam odpre spodaj pasica in v njej preko gumba Odpri odprete gradivo. Za lažji dostop do določene vsebine lahko s klikom na posamezno poglavje vsebino odprete tudi v točno določenem poglavju. Kadar izberete gumb Odpri, se vam publikacija odpre na naslovnici. S pomikom navzdol lahko pogledate, katera poglavja vsebuje. Poglavja so običajno strukturirana enako kot v tiskanih gradivih. S klikom na gumb Preberi boste odprli posamezno poglavje. V odprtem poglavju boste s pomikom navzdol prebrali, katere enote ta vsebuje. Do njihove vsebine dostopate spet z gumbom Preberi. Ta se nahaja pod opisom vsake enote. Tudi vsebina enote je prikazana tako, da se po njej pomikate navzdol. Nekatere enote so krajše, druge daljše. Lahko pa vsebujejo tudi dodatne podstrani, do katerih dostopate z gumbi Preberi, Odpri ali Pojdi, ki se nahajajo v interaktivnih elementih znotraj vsebine. Iz teh podstrani se vračate nazaj z gumbom Nazaj. Teoretična besedila so v večini publikacij tudi zvočno posneta, kar učencem, ki so bolj slušni tipi, omogoča, da učno snov usvajajo tudi s pomočjo poslušanja zvočnih posnetkov. Kjer so posneta teoretična besedila, boste našli znak uho. Nekatera teoretična besedila pa so tudi vsebinsko skrajšana in tako prilagojena učencem z učnimi težavami. Ta besedila imajo takšen znak. S klikom na ta znak se pojavi osnovna verzija besedila. Poleg teoretičnih besedil vsaka enota vsebuje tudi interaktivne elemente, kot so avdio in video vsebine, animacije, slikovne prikaze in galerije slik ter naloge za preverjanje in utrjevanje znanja. Pri reševanju nalog uporabnik sproti dobiva povratno informacijo o tem, kako uspešno je rešil posamezno nalogo. V večini publikacij je na voljo tudi dodatno gradivo, kot je na primer PDF-listalnik ali slovarček. Ta vsebina se nahaja v meniju na levi strani, v levem zgornjem kotu. S klikom se odpre meni in s klikom na izbrano dodatno gradivo se vam le-to odpre v listalniku v novem zavihku.
Med vsebinami publikacije lahko prehajate tudi s pomočjo zgornje menijske vrstice. S prehajanjem čez poglavja in enote lahko s pomočjo spustnih seznamov hitro odprete drugo vsebino oziroma drugo vsebinsko enoto v poljubnem poglavju. Menijsko vrstico lahko prestavite tudi v spodnji rob ekrana, da vam je na visokih interaktivnih tablah lažje dostopna. To storite s pomočjo nastavitev, ki se nahajajo v orodjarni na desnem robu ekrana. V nastavitvah lahko poleg položaja menijske vrstice nastavljate tudi položaj orodjarne. Ta se lahko prestavi na 7 različnih mest ob robu ekrana. V orodjarni pa se nahajajo tudi druga uporabna orodja za prikaz vsebine. Prva so orodja prikaza. Pisavo lahko povečate ali pomanjšate. Večjo povečavo lahko omogočite tudi s kombinacijo tipke Ctrl in pomik kolesca na miški naprej. Z vključitvijo gumba Pomoč pri disleksiji pretvorite besedilo v prikaz v pisavo za disleksike. Tukaj izbirate med prikazom z velikimi in malimi črkami ali prikazom samo velikimi tiskanimi črkami. Tukaj izbirate med svetlim oziroma temnim prikazom ozadja. Orodje prikaza v temnem načinu je še posebej uporabno, kadar vsebino predvajate v zelo svetlem ali v zelo temnem prostoru. Z orodjem Zaznamki si lahko shranite zaznamke v publikaciji, ki so vam kasneje na voljo za hitrejši dostop. Izbrano stran dodate med zaznamke z gumbom Shrani. S klikom na zaznamek preklopite na prikaz zaznamovane strani. Ko zaznamka več ne potrebujete, ga lahko zbrišete. Če želite v vsebini publikacije hitro poiskati pojem ali poved, lahko za to uporabite iskalnik. Ko vpišete iskalni pojem, se vam spodaj prikažejo rezultati iskanja s povezavami na vsebino, ki vključuje iskalni pojem. S klikom na izbrani pojem takoj preidete na vsebino s tem pojmom. Predstavitev je dodatno orodje za prikaz vsebine, ki je na voljo samo učiteljem. V prezentacijski obliki gradiva je enota na drsnicah prikazana v skrajšani obliki, vsebuje pa vse možne interaktivne elemente. Orodje pisala učiteljem omogoča pisanje in markiranje prikazane vsebine. Z njim lahko poudarite določeno besedilo, ga obkrožite, narišete puščico na določeno območje slike, da
pritegnete pozornost učencev na točno določeno območje. Nastavi se lahko velikost pisala, intenzivnost barve, uporabi se lahko puščice, in razne geometrijske oblike. S klikom na X v tej orodjarni orodje zapremo. Orodje tabla omogoča kreiranje tabelske slike. Orodja za pisanje se pokažejo na prazni površini in z njimi lahko ustvarjate tabelsko sliko, ki si jo potem v obliki zaslonske slike lahko shranite na računalnik. Izberete lahko barvo površine, barvo pisala, velikost in intenzivnost pisala, radirko za brisanje in velikost radirke. Seveda lahko poradirate tudi celotno površino. Risanje geometrijskih oblik, zopet z nastavitvijo debeline črte in intenzivnostjo črte, risanje puščic in pa pisanje po podlagi s pomočjo pisave. Besedilo lahko tudi natipkate. Velikost besedila lahko prilagajate. Ravno tako intenzivnost barve in barvo besedila. Orodje za izbiranje učenca je povezano z novo funkcionalnostjo LMS, ki je še v fazi razvoja. Z orodjem Ospredje v ospredje izpostavite izbrani del vsebine. Izbrana vsebina se prikaže posebej nad zatemnjenim ozadjem. S klikom na X se vrnemo v enoto. Orodje Deljenje omogoča deljenje izbrane vsebine. Izbrana vsebina je kopirana v obliki povezave. Povezavo lahko delite s svojimi učenci preko elektronske pošte in jim na ta način posredujete izbrano vsebino. Z orodjem tiskane izdaje lahko odpirate listalnik s PDF prikazom vsebine, če je le-ta vključen v publikacijo.